Res sem zelo vesel, ker smo ponovno dobili odlične slovenske gospodarstvenike, gospodarstvenice in gospodarstvenike, ki so po kriterijih, ki jih ima Gospodarska zbornica, preko 150 kriterijev, prišli med te najboljše in na koncu bili tudi izbrani za nagrajence Gospodarske zbornice za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Tako kot vsako leto radi poudarimo, so nagrade Gospodarske zbornice seveda v prvi vrsti priznanje samim nagrajencem, priznanje za njihove dosedanje rezultate, predvsem merimo s preko 150 kriterij rezultate poslovanja v zadnjih 5 letih. Po drugi strani so pa tudi vzpodbuda za samozavest in ambicioznost celotnemu slovenskemu gospodarstvu in družbi, da premoremo še vedno v Sloveniji odlična podjetja. Ta podjetja prihajajo iz vseh koncev Slovenije. Ta podjetja so nadpovprečno poslovno uspešna, družbeno odgovorna, okoljsko ozaveščena in sedaj imajo tudi izjemno visoko notranjo kulturo odnosov med zaposlenimi. Zato mi torej s temi nagradami skušamo vzpodbuditi v Sloveniji poleg posnemanja tudi klimo, da v Sloveniji ni vse tako črno, da ni vse tako pesimistično in predvsem, da imamo med menedžerji in podjetniki v večini pravzaprav tiste, ki so uspešni in družbeno odgovorni in da seveda ti posamezni primeri, bodisi tajkunstva ali nezakonitega, nemoralnega delovanja ne morejo in ne smejo vreči črne pike na celotni slovenski menedžment. Kot rečeno, Komisija za nagrade se je sestala v jesenskem času, že nekaj mesecev je od tega, v novembru so sprejeli to odločitev. Žal moram na samem začetku povedati, da med 8 nagrajenci enega nagrajenca ni več med nami, zato bo nagrado v njegovem imenu, v imenu podjetja Agito prevzela sedanja direktorica podjetja Agito in njegova žena, gospa Anka Brus. Jaz sem predsednik Komisije za podeljevanje nagrad Gospodarske zbornice, sem tudi sam ponosni dobitnik te nagrade izpred let. Poleg mene so v komisiji še vrsta uglednih imen, bi jih kar naštel, obenem bi se seveda zahvalil za delo tem mojim sodelavcem. Tudi vsi so sami nagrajenci Gospodarske zbornice. Vladimir Bahč iz TPV Novo mesto, Hugo Bosio iz Bosio Štore, pa David Palčič, Robotina Kozina, Stanislav Rožman, Nek Štefan Sobočan, Varis Lendava in pa Arjana Grobelnik iz Gospodarske zbornice Slovenije. Zahvalil pa bi se tudi Mojci Osojnik, ki je skrbna sekretarka te komisije in moram tudi priznati, da ravno ona in Arjana sta upravili levi delež vsega dela. Izpostavil bi predvsem to, kar je tudi moj predsednik, kar je tudi samo prej povedal. Mi marsikdaj se sprašujemo ravno ob teh privatizacijskih avanturah, kaj pa bomo Slovenci sploh delali, bomo samo dninari. Jaz mislim, da ta dogodek, ravno ta izbor dokazuje, da Slovenci lahko čisto smelo in samozavestno stopamo tudi po podjetniški poti, ne glede na to, kaj se dogaja z našimi podjetji iz zgodovine, zato ker prvič se je zgodilo, da so ta podjetja, ampak to je seveda naključno, da so ta slovenska podjetja vsa v slovenski lasti in seveda, da so vsi menedžerji Slovenci. Zelo sem vesel, da letos podeljujemo gospodu Stojanu Petriču to nagrado, zato ker mislim, da bi si jo že zdavnej zaslužil, je pa zelo dolg časa se skrival, smo se prej ravno na ta račun šalila. No, če izpostavim še par stvari,
No, predvsem zato, ker je Kolektor resnično v slovenski lasti in seveda z 33 družbami po celem svetu predstavlja resnično eno slovensko multinacionalko. Poleg tega pa seveda tudi predsednik Genija, gospod Novšak, je pa druga ta velika nacionalka z 21 družbami po celem svetu. Vesel sem, da so to družbe, ki imajo nizak neto finančni na EBITDA, potem visoko rast dobička, da večino svojih dohodkov ustvarijo izven naše države, preko 50%, da so v ne tako daljni preteklosti vsi investirali v proizvodno opremo, prostore ali zaščite intelektualne lastnine in seveda, da so družbeno odgovorna podjetja, ki tesno sodelujejo z lokalno sfero. Povedal bi tudi to, da se mi žal mandat predsednika izteka, letos 4 leta so hitro minila, bilo mi je veliko čas delati, nositi to funkcijo in se zahvaljujem resnično Gospodarski zbornici, ker mi je zaupala to pomembno nalogo. Najlepša hvala. Veseli smo, da je Gospodarska zbornica Slovenije prepoznala inovativnost podjetja Agito in mu podelila nagrado za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2014. Ponosni smo na prejeto priznanje, saj dokazuje, da smo na pravi poti, ter da naše znanje in delo pozitivno prispevata tudi k razvoju gospodarstva v Sloveniji. Podjetje Agito je bilo ustanovljeno leta 2003, ter vse odtlej uspešno posluje in nenehno raste. Specializirani smo za razvoj inovativnih programskih rešitev po meri, varnostnih rešitev za ravnanje s človeškimi viri ter rešitev na področju poslovne inteligence in upravljanje proizvodnje. Svojim strankam nudimo svetovanje na področju upravljanja s projekti in vzpostavitve korporativnih portalov v podjetjih. Rešitve razvijamo tako za slovenske kot uveljavljena mednarodna podjetja v Nemčiji, Liechtensteinu in na Bližnjem vzhodu. Med drugim smo edino slovensko podjetje, ki se je uvrstilo med finaliste svetovnega izbora najboljših Microsoftovih partnerjev. Leta 2010 smo pridobili tudi naziv Microsoftov partner leta v kategoriji razvoj po meri za regijo Srednje in Vzhodne Evrope. V izboru za Evropsko poslovno nagrado European Business Awards smo se lani izmed 17.000 podjetij uvrstili med 10 najboljših v kategoriji zaposlovalec leta. Vedno smo usmerjeni v prihodnost, osnovanje novih idej in uresničevanje novih izzivov. Ti nam predstavljajo možnosti za nadaljnji razvoj in poslovno rast. Prisegamo na kvaliteto, vlagamo v znanje ter verjamemo v sodelovanje in pristne ter poštene odnose. Nimamo univerzalnega recepta za uspeh, znamo pa prisluhniti potrebam strank in jim razviti rešitev, ki rešuje njihove težave. Verjamemo, da uspeh na dolgi rok zagotavljajo le zadovoljne stranke in zadovoljni zaposleni. Prejeta nagrada Gospodarske zbornice je nagrada celotne ekipe Agito, saj brez njene strokovnosti, svežih idej in predanosti Agita ne bi bilo. Prav lep pozdrav tudi v mojem imenu, imenu skupine Gen, imenu krovne družbe Gen in pa seveda naših družb. Skupino Gen smo razvili v, tako bom rekel, regijskega igralca, ne le v Sloveniji, ampak v širši regiji Evrope. Delujemo v 16 državah, imamo zaposlenih preko 1200 ljudi, kar je zanimivo, visoka strokovna izobrazba, praktično preko 50% z 7. stopnjo ali več. Predvsem pa razvijamo tiste produkte, ki jih naši uporabniki želijo, to je predvsem energija. Vstopili smo tudi na trg plina. Delujemo s partnerji, tako s Petrolom kot z Hrvaško elektroprivredo. Predvsem pa smo razvili model, ki je za ta naš trg in pa za naše uporabnike na nek način visoka dodana vrednost, predvsem pa je tudi dodana vrednost za lastnika. Izredno, bi rekel, dinamični smo pri investiranju, saj smo v lanskem letu zinvestirali preko 150 milijonov tako v nove vire, kot v dograditev obstoječih virov. Razvili smo predvsem dober model tudi upravljanja z obstoječimi elektrarnami, dvignili pravzaprav ekonomsko učinkovitost in pa, bom rekel, predvsem vlagali v kadre njihove sposobnosti za bodoče izzive energetike v tem prostoru. Sva dva predstavnika tukaj. S tem hočemo povedati, da je to lahko samo plod timskega dela, da tudi ostalih 50, oziroma nekaj več, je v Ružomberku, 50 km tukaj. Kaj počnemo, ste slišali v najavi, izdelujemo stroje,
prodajamo po celem svetu pod lastno blagovno znamko, ki v bistvu tudi z svojo prodajno mrežo, kje je razlog, da smo uspešni zadnjih 20 let, prodajamo znanje, smo samozavestni, trdim, da imamo inženirje, ki so sigurno na ravni kakršnega koli Nemca, Japonca, Amerikanca in da se lahko samo z vsemi in ponosno izjavljamo, da smo v tistem zelo ozkem tržnem segmentu, kjer nastopamo center sveta, ker imamo v bistvu naše stroje locirane praktično po vsem svetu. Kot je gospod Konda že rekel, smo samozavestno podjetje, k nam prihajajo Japonci, Nemci, Amerikanci, Rusi kupovati stroje. Pri nas jih dobe, smo edino podjetje na svetu, ki nudi kompletno ponudbo teh strojev, se pravi od A do Ž, bi rekel. Pokrivamo, kot je gospod Konda rekel, srednja in manjša podjetja. Naš cilj je pa seveda, da napademo tudi večja, se pravi, kot so velika japonski proizvajalci teh komponent. Albert Einstein je rekel, da ga ne zanima preteklost, ampak prihodnost, kaj tu ne bo preživel preostalih del svojega časa. Torej, Kolektor je razvojno tehnološko podjetje, ki dela v strateški navezavi z ostalimi velikimi multinacionalkami po svetu in doma, predvsem na področju avtomobilske industrije. S tem sem vam že definiral prvi steber, ki ga mi imamo. Moram reči, da smo na tem področju zelo močni v osnovnem komutatorskem programu, kot že sami poznate, prvi na svetu. V magnetih redkih zemelj pa predstavljamo že drugo pozicijo v evropskem prostoru. Če pogledam na področje energetike kot drugi steber, mislim, da smo v zadnjem nekaj letih napravili velik korak naprej in na to smo tudi ponosni in ne nazadnje še v hišni tehniki, kjer se ukvarjamo z gradbeništvom in izolacijo. Tudi tu lahko rečem, da imamo v zadnjem letu, 2 letih največjo rast, kar je pa tudi seveda posledica rasti znotraj evropskega poslovnega prostora. To, kar sem uvodoma začel, mogoče bi še tukaj povedal, ja, v bodoče jaz vidim Kolektor, koncern Kolektor kot skupino, ki bo rasla organsko in z akvizicijami. Naš cilj je, da pridemo do milijarde prometa v naslednjih 7 do 10 letih in zaveda, zato imamo tudi ustrezen potencial. Potencial je kadrovski, kar je ključ vsakega takega koncerna, kot je naš, in na temu smo v preteklosti gradili in seveda tudi gradimo v bodoče. Na koncu še kako se sam počutim kot prejemnik te nagrade. Veste, tako kot to sem že enkrat poslušal, pa bom še jaz povedal, poveljnik neke bojne enote, ki se 20 let boril na bojišču in je bil večkrat prestreljen, potem je rato pa prestar, da bi vodil to enoto, pa se rekli, zdaj te bom pa zamenjali z mlajšim, no potem je pa vojska šla, generalu pa rekla, dej, temu pa le pripni na medaljo, se je bil doskrat prestreljen, pa ranjen, pa si zasluži to medaljo. No in ta medalja mi je danes komisija in gospod Milič pripel. Hvala lepa. Mogoče naj še dodam, da danes, glede na to, da dosti kaj veste o našem podjetju, bi pa povedala, kaj je bilo tisto, da nas je zaznamovalo, da smo naredili en velik preskok. Kljub prestrukturiranju podjetja, iz proizvodnega podjetja smo se prestrukturirali v razvojno-prodajno podjetje, je teh dosežkov najbolj zaslužna naša draga, energična ekipa, strokovna ekipa, ki zna tudi zrealizirati vizijo v prakso. Ona je tista, ki si je postavila sama sebi zahtevne cilje, tako na osebni rasti, kot tudi v podjetju, da lahko rečem, da nam ni lahko, vendar vse, kar počnemo, delamo z veseljem in tudi se zabavamo pri delu.
Posledico vsega našega truda in vztrajnosti se vsekakor vidi nad tem, da smo lani dobili nagrado za Zlato gazelo, da smo bili izbrani za menedžerkam prijazno podjetje, da smo tudi med finalisti Zlate niti, kar pomeni, da tako kot vedno govorimo, za vsakim dobrim podjetjem je vrsta in kopica dobrega in dobrega kadra. Druga zadeva se je tudi spremenila pri nas, da smo, če smo bili včasih usmerjeni vase, smo danes usmerjeni v kupca. Potrebno se je zaljubiti v kupca, da spoznaš njegove želje, kupčeve potrebe, da si lahko uspešen na trgu. To so tudi videli naši veliki kupci, naše velike multinacionalke, ker so nam dovolili, da smo razvojni dobavitelj in s tem se lahko pohvalimo, ker smo eni izmed redkih kot razvojni dobavitelj našim velikim multinacionalkam. Zelo veliko sodelujemo z univerzo, networking je zelo pomemben, med mladimi, mladi so, nimajo nobenih ovir, so pripravljeni povedati svoje ideje in prav tako je to potem idealna naložba za povezano teorija in praksa. Mogoče kaj je še pomembno kot neka novost, ki smo jo naredili v lanskem ali pa v preteklih letih, zelo veliko vlagamo v vitko organizacijo. Pomeni vedno več novosti namenjamo orodjem za vitko organizacijo. Izobraževanje še postavljamo na višji nivo in vsekakor se tudi posvečamo bio in recikliranim materialom, v katerih vidimo največjo priložnost. Kaj pa je predvsem tista naša največja zahvala ali pa rečem, da največ vlagamo, so pa v naši dve blagovni znamki, Kozin in Organko, ker blagovna znamka to je tek na dolge proge. Veliko truda, veliko vztrajnosti, veliko skupne motivacije, da lahko zgodba enkrat obrodi sadove. Tako da hvala vam, da ste to v nas prepoznali in predvsem to, da ste videli, da naša ekipa res trdno dela, da je zavzeta in da želi spremeniti našo zgodbo. Jaz bi samo izpostavil, da je dejansko podjetje Radonske Gorice podjetje z 162-letno tradicijo in nekako z zdravim timskim delom, popolnim medsebojnim zaupanjem, jasno postavljeno strategijo, katero verjamemo, uspevamo nadgrajevati uspešno pot Radonskih Goric, ki sloni na dobro postavljenih temeljih tradicije naših blagovnih znamk, ki ostaja rdeča nit našega razvoja. Stalna rast prihodkov in s tem povezano ustvarjanje dobička nam je v preteklih 5 letih omogočilo, da smo vlagali v razvoj oziroma tehnološko posodobitev kletarskih in vinogradniških kapacitet za več kot 6 milijonov. Kljub tradicionalnosti naših blagovnih znamk smo sprejeli izzive, lahko rečem tudi trendovske, in skoraj vsako leto na trgu ponudili neko novo blagovno znamko, ki se je izkazala kot zelo dobrodošla popestritev k tradicionalni ponudbi naših vin in penin. Želel bi na koncu poudariti, da dejansko prejeta nagrada komplet celotnega podjetja, v katerem je 114 sodelavcev. Zahvalil bi se tudi predlagatelju, potem komisiji Gospodarske zbornice, da so dejansko izbrali Radonske Gorice in da smo danes lahko tukaj del te uspešne zgodbe. Hvala. Tehnika, estetika, hitrost, noviteta, odgovornost in strokovnost so smernice naše vsakdanjosti in osnovne vizije. Začeli smo z malo obrtno delavnico, zaradi izvoza smo ustanovili podjetje in kot prelomnico štejemo leto 1994, ko smo dejansko kupili proizvodne prostore od podjetja v stečaju in takrat naprej obdelujemo kot nekovine, kovine in rodarstvo. V okviru tega imamo lastni program, kjer je konstrukcija in izdelava strojev, naprav in orodij. Projekti so v celoti rezultat znanja in razvoja in realizacije Tehnosa, kooperacijski program, izdelava podsklopov in izdelkov za določene druge poslovne sisteme. Osnove projektov so določeni, naročniški program, izdelava naprav, orodij in proizvodnje po zahtevah in dokumentacijah naročnika. Konkurenčna prednost Tehnosa smo zaposleni, ki združujemo specializirana znanja iz različnih panog industrije. Ta kompleksnost nam omogoča razvoj in izvedbo zahtevnejših strojev ter projektov. Naša vizija je ostati fleksibilno razvojno podjetje, sposobnost hitrega reagiranja na zahteve današnjega trga, ob vlaganju v zahtevnejše tehnologije z varovanjem in spoštovanjem okoljevarstvenih načel, pa hkrati skrbiti za zdravje in izobraževanje in socialno varnost zaposlenih. V
V letu 1994 smo povečali realizacijo za 11%, imamo direktnega izvoza, imamo 66%, 27% prodaja preko partnerjev, ki so pretežni izvozniki in čisti domači trg nam predstavlja 7%. Danes lastni program izvažamo v 28 držav, se trudimo, vsako leto ga povečujemo in v letu 2014 smo ga povečali za 34%. Še vedno smo še pa dolgoročni partner globalnih sistemov industrije bele tehnike ter avtomobilske in letalske industrije. Razvoj podjetja se gradi na trdih temeljih z lastnimi sredstvi in domačim znanjem. Vsakoletna tehnološka posodobitev se izvaja nad amortizacijsko vrednostjo in smo v sodobni tehnološki kondiciji. V letu 2014 je to znašalo cirka 16% realizacije in smo z njo zadovoljni. Konec leta 2014 smo imeli 100 zaposlenih, od tega 18% z višjo in visoko izobrazbo. Ob intenzivnem vlaganju v kompleksne tehnologije pa ne pozabljamo na odgovorno ravnanje do okolja, lokalne skupnosti in naših sodelavcev. Njihovo zdravje, socialna varnost ter osebnostni razvoj so eno izmed glavnih vodil pri spremljanju poslovnih odločitev. Normalno sodelujemo na mednarodno poslovanje je del vsakdana in se dopolnjujemo z inovativnostjo in svežimi pristopi in strokovnim sodelovanjem z fakultetami, razvojnimi inštituti in srednjimi šolami. Ta nagrada, ko sem na začetku gledal na to nagrado, ja nisem bil nekako hudo navdušen. Bolj, ko se stvar razvija, bolj, ko sem videl, kaj se to dogaja tudi v podjetju, vem, da pomeni meni in mojim sodelavcem zelo veliko. Namreč do te nagrade ne mogoče priti en sam človek, ampak je to strogo timsko delo oziroma skoraj da delo tudi zadnje snežilke. Če v podjetju ni tima, če v podjetje ne klapa, bom po domače rekel, potem do takih nagrad ne mogoče priti. Hvala.